Državni zbor je 30. maja 2017 sprejel zakon o športu. Od 75 navzočih poslancev jih je za sprejetje glasovalo 40, 14 jih je bilo proti. Tako se je končala trnova pot spremembe zakona, ki je v veljavi od leta 1998. Prenovljenega zakona se verjetno najbolj veselijo športniki invalidi. Ti bodo po novem zakonu v nagrajevanju, socialnih in zdravstvenih pravicah izenačeni z vrhunskimi športniki neinvalidi. Zakon bo stopil v veljavo 15 dni po objavi v uradnem listu. Zakon predvideva finančne nagrade za prejemnike paraolimpijskih kolajn in kolajn z olimpijskih iger gluhih ali svetovnih prvenstev. Za zlato medaljo dobi 20 000 evrov, za srebrno 17,5 polnata pa 15 000 evrov, ter sredstva podeljuje Ministrstvo za šport. Športniki neinvalidi dobijo ob osvojeni olimpijski medalji, poleg državnega zneska, tudi delež, ki ga prispeva Olimpijski komite Slovenije. S sprejemom novega zakona o športu bodo dodatno nagrajeni tudi športniki invalidi. Sredstva bo zagotovila Zveza za šport invalidov Slovenije oziroma Paraolimpijski komite. Sveta namen ustanovil Paraolimpijski sklad, ki bo prav sredstva za nagrajevanje športnikov invalidov, tudi njihovo medaljo s paraolimpijskih in olimpijskih gluhih. Koliko lahko pričakujejo športniki invalidi od tega sklada, je pa to odvisno, kako bodo sredstva priklikane v Paraolimpijski sklad. Ta zraven pa prispevali sponzorji, oziroma prihodi iz različnih marketinških akcij. Največ sredstev tako država namenja dobitnikom olimpijske medalje. 15% manj je vredna kolajna iz svetovnih prvenstev. Medalisti iz evropskih prvenstev pa prejmejo 65% vrednosti olimpijske medalje. Za športnika, ki nastopajo v ekipni športu, se jim je potrebna polovica ponudnega zneska. Po novem zakonu o športu bodo nagrajeni tudi športniki invalidi, ki so medalje osvojili še v času Jugoslavije. Gluhi športniki so jih pred osamosvojitvijo Slovenije osvojili 6, po letu 1991 pa še 17. Zakon v predsedniškem komiteju, da tisti športniki, ki so dobili medalje z olimpijskih iger, svetovnim prvenstvom, so tudi upravičeni do izjemne pokojnine. Podrobnosti izplačevanja mesečnega dodatka k pokojnini bodo urejene v zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne dosežke na področju športa, ki ga je v parlamentarno obravnavo vložil Peter Vilfan, poslanec Desusa. Med nami so dobitniki olimpijskih medalj, košarkarji, musarji, pa imamo kolesarji, pa skakalci za foto. Tisti ključni v pokoju lahko uveljavljajo tega zakona, ki bi urejal dodatek k pokojninam. Ko so prosili za ostale športnike, ki so še v delovnem aktivnem razmerju, potem mora pa vsakrat dokler ne izpolnijo pogoja za redno starostno upokojitev ali pa invalidsko upokojitev. 60. in 64. člen zakona o športu predvidevata zaposlovanje vrhunskih športnikov v javnem sektorju, vendar se v praksi gluhi športniki v vojski in policiji zaradi zdravstvenih omejitev niso mogli zaposlovati. Nov zakon o športu tudi tukaj predvideva izenačevanje možnosti. Vse pa nekaj zaposlovanja v javnem sektorju na državni ravni. Pošta, bolnišnice, javni sektor, delovne, ki ima nas državo.
Kako gledate pa na to nivo, da se muslimske poslovanje pa javna sektorju na lokalni ravni, potom imam pripornikov, ki si ima, to so občina, zavodi, ki lahko upravljajo regionalne, Ker so v prenovljenem zakonu o športu vključeni vsi predlogi Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Anton Petrič ocenjuje, da je bil s sprejemom tega zakona dosežen zgodovinski uspeh za gluhe športnike, saj bodo vsi njihovi dosežki zdaj končno tudi ovrednoteni, vse prihodnje generacije gluhih športnikov pa ustrezno motivirane.